Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. To so vesti, o katerih poročamo danes. Kolesarsko povezavo med Celjem in Vojnikom bodo začeli graditi še letos. V Rogatcu predstavili letošnjo turistično sezono. Izkupiček dobrodelne stojnice bodo namenili gibalno oviranemu otroku. Rokometaši Celja Pivovarne Laško na povratno tekmo v Buzov z 9 goli prednosti. Direkcija Republike Slovenije bo še letos začela z izgradnjo kolesarske povezave Celje-Vojnik. Gre za 1,4 km dolg odsek med Šmarjeto in Škofjo vasjo v celjski občini ter 4,4 km dolg odsek v občini Vojnik. Vrednost naložbe znaša več kot 2 milijona evrov in bo v celoti financirana z evropskim in državnim denarjem. Mestna občina Celje je lani za projekt pridobila vsa potrebna zemljišča na odseku med Šmarjeto in Škofjo vasjo ter ob glavni cesti Višnja vas Celje. V letošnjem letu bodo izvedli javno naročilo za gradnjo, podpisali pogodbo z izvajalcem del in začeli z gradnjo. Zaključek projekta je predviden v letu 2028. Delegacija mestne občine Celje je sodelovala na mednarodni konferenci Urban Future 2026 v Ljubljani. Gre za največji evropski konferenčni dogodek na področju trajnostnega razvoja mest, ki se ga je udeležilo blizu 2000 udeležencev z vsega sveta. Celje je na konferenci nastopilo kot aktiven sogovornik v strokovnem programu, kjer so župan Matija Kovač, direktor občinske uprave Gregor Deleja ter vodja službe za razvoj, projekte in gospodarstvo Monika Tominšek sodelovali v več razpravah o ključnih izzivih sodobnega urbanega razvoja. Celje se je predstavilo tudi na razstavnem delu konference z vsebinami projekta Magnet. Skupaj z mestom Dunaj in mrežo Eurotowns pa je gostilo uradni sprejem za predstavnike mest. Občina Rogatec ter Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec sta na dvorcu Strmol predstavila letošnjo turistično sezono. Tako kot vsako leto, tudi letos obljubljajo nekaj novosti, nadejajo pa se tudi večjega števila obiskovalcev kot v lanskem letu. 1. aprila se tradicionalno začne rogaška turistična sezona. Na ta dan tudi letos odpre vrata ena osrednjih znamenitosti občine in spomenik državnega pomena, Muzej na prostem Rogatec. Lani so v Zavodu za kulturo, turizem in razvoj našteli okoli 23 000 obiskovalcev. To je 400 avtobusov, kar obrnemo na dan. Mi imamo tudi po 5-6 avtobusov na dan, ko je sezona. Je pa res, da so specifika. Je muzej na prostem, čez zimo ni odprt, ker je nemogoče. Zato imamo nek odpiralni čas, ki ga že leta se držimo. Mi smo odprti od 1. aprila pa do konca oktobra, vsak dan razen ponedeljka. Čeprav je bila rast števila obiskovalcev rahla, pa so ti preizkusili več različnih izkušenj, ki jih Rogatec ponuja. Posebej pomembno je, da je ključni element ponudbe ponovno potrdila doživetja delavnice, ki so pritegnile več kot 6300 obiskovalcev in pomembno krepijo kakovost naše ponudbe. Na področju marketinga smo prav tako naredili pomemben korak, preskok bi rekla. Z digitalnimi kanali smo dosegli več kot 1.200.000 dosega oziroma ogledov in pa seveda 12 000 sledilcev, kar bi lahko rekla, da utrjuje nekako destinacijo Rogatec tudi na področju Slovenije in pa tudi seveda v bližnjih državah. Rast obiskovalcev in njihovo vključevanje sta se poznala tudi na financah. Smo ustvarili 192 000 evrov prihodka, to pomeni rahlo rast glede na preteklo leto, no in pa seveda za prihodnje leto pa, oziroma tekoče leto pa kar, bom rekla, pogumno 20% povišanje prihodkov. V zadnjih letih se je Rogatec s kolesarsko infrastrukturo skoraj v celoti povezal z Žalcem. Na tej osnovi smo skupaj z licenciranim kolesarskim vodnikom, domačinom Iztokom Prevoškom, razvili nov produkt, e-bike doživetje Rogatec, ki ponuja več razgleda, pa manj napora, ker gre za električna kolesa. Gre za 6 skrbno načrtovanih e-bike tur, dolgih nekje od 25 pa do 70 km.
V zavodu pripravljajo številne dogodke. Čez leto se bo zvrstilo več kot 120 sobotnih doživljajskih programov Okusimo dediščino, ki pa omogočajo obiskovalcem ta pristni stik z rokodelskimi in doživljajskimi delavnicami v rokodelskem centru, tukaj na dvorcu in pa v muzeju na prostem. Kot novost na dvorcu pa predvidoma od julija dalje uvajamo mizarsko delavnico, ki bo obiskovalce popeljala v svet gozdov, lesa in mizarske obrti. Kmalu pa že pripravljajo enega osrednjih dogodkov. 18. torej aprila se bo odvil že 9. zeleni festival med 10. in 17. uro. Vstop v muzej bo ta dan prost, festival pa ponuja širok spekter doživeti, zopet, za vse generacije. Začeli bomo ob 10. uri z nastopom otroške folklorne skupine Uršula iz osnovne šole Rogatec, ki bo obiskovalce popeljala v svet ljudskih plesov in tako naznanila, da se prireditev odvija v avtentičnem prostoru, ki je vez med našo preteklostjo in sedanjostjo. Poleti pa pride na vrsto drugi od osrednjih dogodkov, že 28. likov na Taberhi. Za nas je zelo dragocen, kajti zopet nas spusti v tisti čas naših babic in dedkov in pa ljudi, ki so znali živeti z naravo, tudi spoštovati naravo in pa trdo delo. Tako da zopet bomo prikazovali mlačve žita, potem še druge rokodelske obrti, zopet bo Marjetin rokodelski sejem in zbirali bomo že 10. najsirovo zavihanko, ki jo v ocenitev prinesejo gospodinje iz Rogatca in okolice. Rogatec se tako prebuja iz turističnega zimskega spanca in vabi na obisk. Članice Lions kluba Celje Mozaik so tudi letos pripravile velikonočno dobrodelno stojnico. Tik pred svetno nedeljo so na njej ponudile butare, ki so jih izdelale same, ter nekaj sladkih dobrot. Zbrani denar bodo namenile gibalno oviranemu otroku. Priprave na dobrodelno velikonočno stojnico so stekle že pred časom, intenzivno pa so se članice Lions kluba Celje Mozaik nanjo pripravljale v zadnjem tednu. Njihova stojnica je tako pritegnila številne poglede, mnogi pa so se ob njej tudi ustavili. Tudi tokrat naša dobrodelna stojnica za dober namen, in sicer pripravili smo butare, pripravili smo spet naše dobro pecivo in seveda nekaj takšnih luštnih spominkov oziroma darilc, korenčke, zajčke, tudi že nekaj pirhov, tako da, ampak glavni namen so naše butarice, ki smo jih delali sedaj, v bistvu najprej nabirali zelenje, potem pa skupaj sestavljali včeraj celo popoldne in cel večer. Obiskovalci tržnice in mestnega jedra so znova dokazali, da dobrodelnost med njimi še živi. Ves zbran denar bodo članice Lions kluba Celje Mozaik tokrat namenile za dober namen. Letošnji izkupiček stojnice je namenjen gibalno oviranemu dečku iz Dobrne, ki mu bomo pomagali, da bi lahko družina uredila dvigalo. To je namen stojnice, pa tudi nekaj sponzorskih sredstev bomo njemu namenili. Ob tem, da so se pripravljale na tokratno velikonočno stojnico, pa so tudi sicer članice Mozaika vse skozi aktivne in načrtujejo že nove dogodke. Zelo smo aktivne, vse skozi, sedaj pripravljamo že 6.6. Znani Celjani kuhajo, našo znano akcijo, kjer bomo tudi kuhali za dober namen, pa vse skozi zbiramo sredstva, pripravljamo manjše akcije za to, da, v bistvu da smo lahko dobrodelne, da lahko služimo svojemu namenu. Želja pa, da bi njihovo delo Celjani še naprej podpirali, vsaj toliko kot do zdaj. V Pokrajinskem muzeju Celje so pripravili predstavitev knjižne novitete Aleša Štegra. Njegov roman z naslovom Ogenj je izšel lani pri založbi Beletrina. Nastal je na podlagi arhivskih dokumentov in pričevanj o partizanki, predstavnici jugoslovanske vlade in muzejski direktorici Štefki Cobel.
Pokrajinski muzej Celje je pripravil predstavitev knjižne novitete enega najprodornejših literatov novejšega obdobja pri nas, Aleša Štegra. Njegov roman Ogenj je izšel lani pri založbi Beletrina, v Celju pa so ga predstavili v četrtek 26. marca v dvorani pod Celjskim stropom Stare grofije na Muzejskem trgu. Roman Ogenj je nastal po motivih iz življenja Štefke Cobelj in, kot je zapisano v spremni besedi v knjigi, črpa iz arhivskih dokumentov in pričevanj o življenjski zgodbi partizanke, kasnejše predstavnice jugoslovanske vlade po svetu, kustosinje in muzejske direktorice Štefke Cobelj. Kot je zapisano v spremni besedi, navajam, konkretno zgodbo ene najbolj kontraverznih ptujskih osebnosti roman umetniško preoblikuje v metaforo 20. stoletja in tedanjih družbenih procesov. In v nadaljevanju še navaja, to je roman v vzponu in padcu komunistične Jugoslavije, v notranjih paradoksih, nasprotjih in tragičnem propadu enega največjih družbeno-političnih eksperimentov v Evropi 20. stoletja. Ogenj je freska časa, freska mesta Ptuj, ki je lahko vsako mesto, freska kolektivnega izbrisa, freska revolucije, ki na koncu požre svoje otroke. Konec navedka. Kot pravi avtor, so bralci knjigo zelo dobro sprejeli. Pred vrati je njen nemški prevod. V pripravi pa so še prevodi v par drugih jezikov. Zelo, zelo dobro je bila sprejeta. Tudi moram reči, da mogoče ena tudi najboljše prodajanih mojih knjig pri nas v Sloveniji. Ravno kar se pripravlja nemški prevod, ki izide čez 2 meseca. Prevodi, pač pravice so tudi prodane še v enih par drugih jezikov. Teda jaz mislim, da bo to neka knjiga, ki bo pripovedovala zgodbo teh prostorov, pa te preteklosti teh prostorov, ne samo nam, slovenskim bralcem, ampak tudi mogoče širše, in to me zelo veseli. Kot nam je poudaril pisatelj Aleš Šteger, so nekatere zgodbe takšne, ki avtorja kar same pokličejo. In kako je sedaj, ko je njegov novi roman Ogenj pred nami, zadovoljen z njim? To je zelo težko vprašanje, ker kot avtor seveda nikoli nisem zadovoljen s tem, kar napišem. Drugače ne bi vedno znova poskušal pisati. So pa neke knjige, ki so dejansko na nek način neizogibne, ki se ti postavijo na pot in poskušaš iti okrog njih, ne da bi jih napisal, pa se vedno znova vračajo. In ta knjiga je takšna. Zgodba Štefke Cobelj je bila takšna. Knjigo je na celjski predstavitvi predstavil Samo Rož, knjižničar Osrednje knjižnice Celje, ki tudi urednikuje in vnaša priporočila na portalu dobreknjige.si. Kaj reči v knjigi? Jaz mislim, da je to knjiga, da je zgodba Štefke Cobelj v osnovi tako zanimiva, čeprav mogoče gre za osebo, ki v slovenski javnosti ni prav posebej poznana, vendar le gre za tako zanimivo zgodbo in tako dobro napisano knjigo, da vsak, ki je ne bo prebral, ne bo vedel, kaj zamuja, ker je res vrhunsko branje. Avtor romana Ogenj Aleš Šteger je slovenski pesnik, pisatelj, prevajalec in urednik. Rojen 31. maja 1973 na Ptuju. Študij primerjalne književnosti in nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 2003. Je soustanovitelj in programski direktor založbe Beletrina, eden od ustanoviteljev Dnevov poezije in vina ter osnovalec mednarodne pesniške platforme Versopolis. Štegrove pesniške zbirke in romani so prevedeni v več kot 20 jezikov in objavljeni v revijah The New Yorker, Süddeutsche Zeitung, Lettre International in Boston Review. Aleš Šteger je prejemnik številnih nagrad, med njimi celjske Veronikine nagrade 2016. Več o predstavitvi romana Ogenj Aleša Štegra pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so z 41:32 dobili prvo tekmo četrtfinala Evropskega pokala. Celjani bodo imeli na povratni tekmi, ki bo 4. aprila v Romuniji, priložnost, da se po 21 letih spet uvrstijo v polfinale evropskega tekmovanja. Prvo bi se rad čestital svojim soigralcem, pokazali so eno borbeno igro, smo pokazali isto štabu. Seveda brez toliko števila navijačev, kot je bilo danes na tribunah, mogoče to ne bi bilo možno, ne glede na ta izid, ampak vemo, da v današnjem času v hitrem roku se igra hiter rokomet, teh 9-10 golov ne pomeni nič. Definitivno je bila danes zelo hitra igra. Kot smo videli, na obeh straneh padlo veliko število zadetkov. Kljub neki naši slabši realizaciji v prvem polčasu, mislim, da je bila še zmeraj to kar velika razlika, ampak kljub temu je bila še kak gol večje, to je vedno neke pomanjkljivosti, ampak to kaže, da je vedno prevladuje nek modern rokomet, ki ga igramo tukaj v Celju in se veselimo druge tekme. Mislim, da nas je res krasila ta hitra igra, tako v obrambi kot v napadu. Čeprav nam v drugem polčasu obramba glih ni stekla tako po naših načrtih, ampak smo kljub temu se probali držati sistema. Igrali res zelo hiter, mislim, da je bil res kar visok rezultat in sem vesel, da smo popeljali zmago z 9 goli razlike, ampak naslednji teden nam na povratni tekmi to ne bo nič pomagali. Mi moramo iti od nule in upam, da bomo še tam slavili in šli v naslednji krog. Moramo pa vedeti, da je to prva tekma, da igrajo tak rokomet, da to, koliko se sliši, ni da bom rekel, varna razlika. Tako kot proti Bešiktašu, mislim, da je glavni cilj, da gremo ponovno v Romunijo probati zmagati tekmo. To mislim, da je edino pravilno, je pa danes za nami res izjemen večer. Mislim, da smo odigrali res dobro tekmo. V prejšnjih tekmah sta nas mogoče tudi malo razvarila vratarja, ampak verjamem, da bo oziroma vsi trije, da bo imeli v Romuniji boljši večer. Je pa res, da igrajo to igro 7-6, da imajo praktično skozi igralca več. Zadnjih, mislim, da 20 minut je njihova igra bazirala na temu, ampak mislim, da smo se korektno branili. Vedeli smo, da moramo igrati hitro to tranzicijo, kar nam je uspelo in dosegli smo lepo število zadetkov in gremo naprej. Pred povratno tekmo v Romuniji pa Celjane že jutri čaka derbi domačega prvenstva. V tretjem kolu Lige za prvaka bo v Zlatorogu gostovalo Trimo iz Trebnjega z nekdanjim celjskim trenerjem Brankom Tamšetom. Mi, tako skozi ponavljam, bolj kot na druge gledamo na sebe. Zdaj, če mi igramo dobro tekmo, oziroma če smo znotraj naših okvirjev, da se držimo določenih zadev, potem vemo, da smo dobri. Imamo tak sistem, ki mislim, da lahko igramo z vsemi in zaenkrat nam uspeva. Jaz upam, da nam bo v tej sezoni še naprej. Smo že tako navajeni tega visokega ritma. Mislim, da to za nas ne bo problem. Treba se bo res čim prej regenerirati, maksimalno pripraviti in iti tekmo po tekmo, tako smo do zdaj do konca sezone šli. Vemo, da hočemo biti prvi v skupini, vemo, da je Trebnje igra dober rokomet, probali se bomo spočiti pa pripraviti čim boljš, potem pa potovanje v Romunijo. Mi vsako tekmo vzamemo resno, vsako tekmo na polno, tako da zdaj definitivno takoj začnemo priprave na Trimo in pa ciljamo na zmago, druge ni. Celjani bi zmago ohranili možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini, kar v končnici prinaša prednost domačega igrišča in vsaj na papirju tudi lažjega tekmeca v polfinalu končnice. V 51. letu starosti je umrl dolgoletni rokometaš Celja Pivovarne Laško Edi Kokšarov. Bil je eden ključnih mož zlate generacije celjskega kluba, ki je leta 2004 osvojila naslov evropskih klubskih prvakov. V Celju je preživel kar 12 sezon in v tem obdobju, poleg že omenjenega evropskega naslova, osvojil še 9 naslovov državnega prvaka in 6 pokalnih lovorik. S kar 2087 doseženimi zadetki v obdobju 1999-2011 je še vedno najboljši strelec v zgodovini kluba. V letih 2004 in 2005 je bil izbran za najboljšega športnika Celja. Železni Edi je izjemne rezultate dosegel tudi z reprezentanco Rusije, s katero je leta 2000 v Sidneju postal olimpijski prvak, leta 2004 pa je na olimpijskih igrah v Atenah osvojil bronasto odličje. Njegovo zbirko medalj z velikih tekmovanj dopolnjujeta srebrni medalji iz Evropskega prvenstva leta 2000 in Svetovnega prvenstva leta 1999.
Jutri bo na zahodu sončno, drugod bo zmirno do pretežno oblačno. Na jugovzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmirna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Veter bo še nekoliko oslabel. V petek bo sončno, veter bo še nekoliko oslabel in ponekod ponehal. Postopno bo topleje. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste nas spremljali in ne zamudite sveže informativne oddaje znova jutri. Nasvidenje.